Vrt Tinkarine družine, ta se ukvarja z ekoturizmom, se že polni s česnom, solato, meto in drugo zelenjavo. Tinkara pobira pridelke, pomaga pa tudi pri odstranjevanju plevela. Njena družina večino hrane, ki jo porabi, pridela sama. Pravimo, da je samooskrbna. Ja, samooskrba mi pomeni, da pač to, kar poješ, si pridelaš sam, da ne rabiš hoditi v trgovino. Imamo svojo zelenjavo, pridelujemo med in meso od živali. Moja najljubša hrana, ko jo doma sami pridelamo, je kakšen pršut, solata tudi ni glih slaba, no. V Sloveniji pridelamo več kot dovolj mleka, skoraj dovolj jajc in mesa, torej toliko, da nam jih ni treba uvažati. Pridelamo skoraj 90% žit, preostalo pa moramo uvoziti. Veliko slabše je pri sadju in zelenjavi, pridelamo 2/3 potrebnega krompirja, le polovico zelenjave in tretjino sadja. Vse drugo moramo uvoziti. Slovenski kmetje ne pridelajo dovolj sadja in zelenjave, sploh v hladnejši polovici leta. Veliko sadja in zelenjave, ki se znajdeta na naših krožnikih, dobimo na primer od veleposestnikov, ki so lastniki ogromnih rastlinjakov na jugu Španije. Tam delajo zelo slabo plačani delavci. V trgovini čutiš, da ni tu, da ni tu sveže, da ni sladko. Če pa pač iz doma, iz vrta poješ, pa vidiš, da tu je nekaj pravo, no. Tinkarina družina veliko časa posveti delu na kmetiji, kar ni vedno preprosto, a vse je lažje, če delo opravljaš z veseljem. Da imaš en užitek hoditi ven, da rad delaš na vrtu, da ti je lepo to delati. Sigurno bolj ceniš hrano, tisto, ko jo ti pridelaš, kakor če kupiš v trgovini, ker veš, da si jo pač ti pridelal in da si porabil nekaj cajta, da je hrana pač uspela.